Kaj je Center za kreativnost? Center za kreativnost je projekt, ki je, bom zelo kratek, namenjen ustvarjalcem s podjetniškimi ambicijami in podjetnikom z ustvarjalnimi ambicijami. In takšna je tudi struktura razpisov, o katerih boste danes zvedeli. Projekt ima pravzaprav dva dela. Ima en del, ki ga vozimo v Muzeju za arhitekturo in oblikovanje, in ima ta del, ki je namenjen finančnim podporam. Oba dva skupaj sta vredna 11 milijonov evrov. In 5 milijonov bomo razdelili skozi subvencije v naslednjih 5 letih do leta 2022. Veseli smo, da je prvi razpis končno na mizi in da je zanimanje za ta razpis očitno zelo veliko in da ste danes tukaj z nami. Drugi del je namenjen drugačnim oblikam podpor za vas, torej podpor v obliki izobraževanj in mreženj, ki že potekajo. En od dogodkov se bo odvil jutri v Muzeju za arhitekturo oblikovanje, kjer bo vodja Centra za oblikovanje zunanjosti pri Mercedes-Benzu Robert Lešnik individualno svetoval tistim, ki so se prijavili na njegove dejavnice. Zvečer ob 6. bo imel tukaj predavanje, na dvorišču muzeja bo pa razstava njegovih avtomobilov. Tovrstnih dogodkov bo še več in so namenjeni temu, da res pridete v stik z vrhunskimi ustvarjalci na različnih področjih kreativnosti. Druga taka serija dogodkov so recimo pop-up starti, ki potekajo v projektni pisarni v Mariboru, kjer se tisti, ki ste zelo na začetku svojih ustvarjalnih podjetij, lahko oglasite naši ekipi in se predstavite skozi serijo teh dogodkov. Ena od pomembnih aktivnosti je to, da bomo poskušali tudi te projekte, ki jih boste prijavili na razpise, mednarodno spromovirati na različne načine, skozi to, da bo Center za kreativnost zelo tesno sodeloval z Bienalom oblikovanja, ki ga organiziramo tudi tukaj v Muzeju za oblikovanje in je eden od top dizajn dogodkov na svetu trenutno, do tega, da bomo že naslednji mesec odpeljali 25 slovenskih oblikovalcev na razstavo v Milanu v okviru Milanskega pohištvenega sejma in Milanskega dizajn tedna. In še, skratka, teh dogodkov bo veliko. Odprti smo tudi za predloge za oblikovanje tega programa, katerega del nastaja tudi z več zunanjimi partnerji z različnih področij. Zakaj MAO izvaja ta projekt? Prav zaradi tega, ker ima izkušnje z Bienalom oblikovanja, ki smo ga preoblikovali v platformo, kjer skušamo zagotoviti podporo za produkcijo novih stvari in ker že od leta 2015 vodimo platformo, ki je namenjena podpori mladim ustvarjalcem na področju arhitekture. To je evropska platforma, kjer 21 evropskih partnerjev povezujemo v mrežo, ki potem mlade ustvarjalce promovira. Za zaupanje, da smo lahko začeli izvajati tudi ta projekt, se zahvaljujemo predvsem Ministrstvu za kulturo, ki nam je projekt podelilo z neposredno potrditvijo in je naš glavni nadzornik in posrednik pri tem projektu. Naj vam predstavim ekipo, ki je danes tukaj in bo odgovarjala na vaša vprašanja. Ekipo Centra za kreativnost, tukaj spredaj Anja Zorko, vodja Centra za kreativnost, Urška Krivograd in Marko Podjavoršek sedita tamle na robu. Njiju lahko srečate tudi v projektni pisarni v Mariboru. Pred njima še Nika Cimolini, vodja programa Centra za kreativnost, in Maja Kovačič, tudi koordinatorica projektov tukaj v Muzeju za arhitekturo in oblikovanje. Zdaj pa predajam besedo vodji projekta na Ministrstvu za kulturo, Biserki Močnik, in vam želim en produktiven dan in postavite čim več vprašanj, da bodo vaši projekti, ki jih boste prijavili, čim boljši in čim uspešnejši. Hvala. Jaz vas v imenu Ministrstva za kulturo res prav lepo pozdravljam. Sem presenečena nad takim velikim odzivom za današnje srečanje. Zdaj, čisto uvodoma bi lahko morda ugotovila, da nekatere države Evropske unije
že izvajajo drugo generacijo nacionalnih politik na področju kreativnih kulturnih industrij. Slovenija je žal tukaj šele v fazi, ker se to vse skupaj šele oblikuje. V razvojne dokumente so bile kreativne kulturne industrije umeščene na Ministrstvo za kulturo z nacionalnim programom za kulturo 2014-2017. Eden od ciljev je bil vzpostavitev centra za kreativnost. Lahko rečem, da smo izjemno srečni, da nam je uspelo ta cilj doseči s tem centrom, ki bo danes tudi mogoče malo bolj predstavljen, ne. Zdaj bi pa rada povedala, kako je ta projekt nastal. Ker nastal je na podlagi res tesnega sodelovanja med Ministrstvom za gospodarstvo in Ministrstvom za kulturo. Konec januarja smo se nekako dogovorili z Ministrstvom za gospodarstvo, da nam nameni teh 10 milijonov in še nekaj za razvoj tega področja. Po uskladitvi z Ministrstvom za gospodarstvo smo na Ministrstvo za kulturo začeli pripravljati ta projekt, ki je bil v prvi fazi enoten. Preko neposredne potrditve, kot je že direktor Mavta povedal, so bili oni izbrani. Zakaj prav oni? Zato, ker so edini nacionalni, to pomeni državni javni zavod, ki v svojih zavezah v sklepu o ustanovitvi izvaja tudi in podpira to področje kreativnih kulturnih industrij. Na pobudo in pravzaprav zahtevo organa upravljanja je bil v kasnejšnji fazi projekt razdeljen na Center za kreativnost platformo in razpise smo, glede na to, da jih malo ni mogel izvajati po zakonu, je prevzelo Ministrstvo za kulturo in pred vami je zdaj ta razpis, ki ima za celo obdobje, za katerega je za celo obdobje namenjeno 5 milijonov 200 evrov. Zdajšnji razpis, ki pa je objavljen, ima pa samo 880 tisoč evrov. Zakaj? Glejte, to je pionirski projekt, na njemu smo se učili vsi, tako tisti, ki smo pripravljali razpis, kot tisti, ki so ga mogli sprejeti in pač potrditi na nek način. Moram reči, da v tej fazi, ko smo razpis pripravljali, smo večkrat trčili na nerazumevanje tega, da je kultura lahko tudi bistveno gibalo gospodarskega razvoja. No, ampak to smo presegli, dosegli, da je ta razpis lahko zdaj zunaj. Vemo tudi, da v tem razpisu obstajajo kakšne zagate, ki jih pač nismo znali razrešiti, ali pa jih nismo bili pozorni, ali pa jih nismo zaznali, identificirali. Zato smo v ta namen se odločili že prav na začetku, da razpišemo manjša sredstva, evalvirali bomo rezultate takoj po koncu razpisa in takoj v začetku, konec tega leta, že tega leta na osnovi evalvacije, pripomb iz terena, tudi kakih sugestij, bomo zelo veseli, če bomo kakšne sugestije dobili, kaj smo prezrli, kje bi bil potreben večji poudarek oziroma kaj bi še želeli, kaj drugega, pač kreativci, da se razpisuje. Ta razpis, sem že povedala, bo za 3 leta, z večjimi odpiranji in v tem času bomo do leta 2022, 31.12.2022 bomo počrpali, upam, vsa sredstva in upam, da jih bo celo zmanjkalo, da bomo lahko v naslednji perspektivi utemeljevali zahteve po novih evropskih sredstvih za ta namen, za razvoj tega sektorja. Kaj sem vam še hotela povedati? No, zdaj, glede na to, da je razpis odprt,
vam v imenu Ministrstva za kulturo in vsem zainteresiranim želim res srečno roko pri oblikovanju teh projektov, ter Center za kreativnost pri Muzeju za arhitekturo oblikovanje vodi delavnice za pripravo projekta, zato bi mogoče na tem trenutku kar Ani dala besedo, da pove, da nadaljuje pač ta uvod. Hvala lepa, Biserka. Lep pozdrav tudi z moje strani. Sem Anja Zorko, vodja Centra za kreativnost pri Muzeju za arhitekturo in oblikovanje in moram reči, da sem zelo vesela, da lahko tokrat prvič v celoti predstavimo projekt Center za kreativnost, tako kot smo si ga zamislili v muzeju takrat, ko smo ga začeli snovati, to je leta 2016, in da lahko predstavimo tudi oba dela tega projekta, ki sta dejansko mišljena kot neko res celostno podporno okolje za kreativni sektor in neločljivo podpirata in dopolnjujeta drug drugega in seveda kreativce v Sloveniji. Center za kreativnost je interdisciplinarna platforma, ki povezuje in promovira kreativni sektor v Sloveniji ter ga povezuje z gospodarstvom, podjetništvom in pa drugimi sektorji. To je ena od nalog centra in s tem spodbuja nastanek, razvoj projektov, idej in novih storitev, ki nastajajo na presečišču med kreativnostjo, umetnostjo, trgom in podjetništvom. Skratka, projektov, ki imajo nek poslovni, podjetniški potencial in so tudi poslovno na koncu uresničljivi. Cilj tega je, da grejo določeni projekti lahko tudi na trg v prodajo. Mi smo zastavili ta program tako, ker smo zaznali, da obstaja v Sloveniji en veliki manko na področju nekih sistemskih razpisov ali pa subvencij, ki bi po eni strani imamo razpise, ki podpirajo povsem kulturne projekte na Ministrstvu za kulturo, ki podpirajo razpise, ki podpirajo razstave, predstave, financirajo knjige, filme in tako naprej. In pa na drugi strani razpise Ministrstva za gospodarstvo, ki so namenjene nekim podjetniškim spodbudam, vendar se naš kreativni sektor pogosto ni mogel kot prijavitelj prijavljati na te razpise ali pa so bili zaradi besedja mogoče malce prekompleksni zanje. Mi smo se tukaj odločili, da bi v bistvu ta manko rešili ravno s temi nekimi aktivnostmi in potem tudi subvencijami in razpisi Centra za kreativnost. Center za kreativnost izhaja, kot smo rekli, je sofinanciranje iz Evropske unije in Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republike Slovenije. Izhaja pa v bistvu iz nekih nacionalnih podlag, skratka iz nacionalnega programa za kulturo že iz leta 2014-2017, nenazadnje sklepa Republike Slovenije o aktu ustanovitvi Muzeja za arhitekturo in oblikovanje in pa strategije pametne specializacije in operativnega programa za razvoj Evropske unije in kohezije. Strategijo pametne specializacije bo danes v nadaljevanju podrobneje predstavil tudi Marko Hren iz službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in kohezijo in to celostno umestitev Centra za kreativnost v preostali inovacijski ekosistem Republike Slovenije. Skratka, prednostna os in cilji financiranja Centra za kreativnost izhajajo iz osi dinamično in konkurenčno podjetništvo, spodbujanje podjetništva, izkoriščanja novih idej v podjetništvu in pa spodbujanje nastajanja in delovanja podjetij. Skratka, cilji, ki smo jih mi prejeli v Muzeju za arhitekturo in oblikovanje, so bili zelo podjetniško usmerjeni in na podlagi teh ciljev smo mi tudi zastavili v bistvu potem naš program in program Centra za kreativnost. Financiranje Centra za kreativnost kot celota se deli na vzhodno in pa zahodno kohezijsko regijo.
Zahodna kohezijska regija je deležna 34, in še nekaj procentov financiranja, medtem ko je vzhodna kohezijska regija 65% in še nekaj financirana. To se potem odraža ne samo na delu Centra za kreativnost oziroma platforme, ki jo izvaja muzej, ampak se odraža tudi na razpisih, ki jih bomo podrobnosti predstavili malce pozneje. Zaradi tega je muzej odprl tudi projektno pisarno v Mariboru in izvajamo določene aktivnosti tudi v projektni pisarni, ter se s tem povezujemo malce močneje z vzhodno regijo. Tako kot je že Biserka povedala, je projekt bil tekom priprave operacije razdeljen na dva dela. En del platformo CZK izvaja muzej, MAO. To pomeni, da izvajamo podporne aktivnosti za kreativni sektor in za kreativce. Izvajamo razstave, izobraževanja, mentorstva, svetovanja, mednarodno promocijo in pa seveda podporne aktivnosti za razpise. Razpisi pa so tisti neki nosilci, ki jih MAO potem s svojimi aktivnostmi dejansko dopolnjuje in nadgrajuje v neko celoto. Zdaj, ker imamo prvič neko priložnost predstaviti kot celoto tudi delo platforme Centra za kreativnost, to je delo muzeja, bom na kratko predstavila sklope, program bo pa potem podrobneje predstavila sodelavka Mika Cimolini, programski vodja, ampak mi smo, ko smo pridobili ta projekt z neposredno potrditvijo operacije, dobili tudi 6 izhodišč, na katerih smo morali zasnovati naš projekt. Skratka, cilj je bil vzpostaviti sodelovanje med kreativnim sektorjem, gospodarstvom za razvoj novih izdelkov in storitev. Drug cilj je bil razvoj podjetniških znanj v kreativnem sektorju in prenos kreativnosti v podjetništvo oziroma gospodarstvo in druge sektorje. Tretji cilj je bil povečanje prepoznavnosti kreativnega sektorja in gospodarstva na tujih trgih in v Sloveniji, skratka neke vrste internacionalizacija, in pa raziskave in analize tega sektorja, kaj se z njim dogaja za podporo razvoja politikam oblikovanja. Peti cilj je bil izkoriščanje potencialov novih informacijskih tehnologij za skupno predstavitev in povečanje prodaje in pa informiranost širše javnosti oziroma promocija tega, kar dela kreativni sektor v Sloveniji, tako v Sloveniji kot v tujini. Na podlagi tega smo mi razvili program in ga zasnovali na 6 stebrih, ki jih lahko vidite tudi na naših spletnih straneh: povezovanje za razvoj novih izdelkov in storitev, izobraževanje in mentorstvo, mreženje doma in v tujini, raziskave in analize, spletna platforma in predstavitve kreativnega sektorja in pa promocija ter komunikacija. Skratka, vse, kar delamo, vključujemo v teh 6 stebrov in probamo povezati v neko celoto. Te programe ne bom jaz predstavljala podrobneje. Smo pa želeli ravno tukaj, to, ko sem rekla, povezati Center za kreativnost kot nek vezni člen med podjetništvom, tem inovacijskim okoljem in pa kreativnim sektorjem, na nekih presečiščih. Skratka, preko financiranja, preko javnih razpisov in preko naših podpornih programov, ki povezujejo potem vse te aktivnosti. Pri povezovanju novih izdelkov, mogoče malce prehitro zaključeno, v glavnem želja, naša ideja je bila, da se skozi razpisne sklope vključujejo kreativci, potem tudi vse te ostale podporne stebre, te naše programe, ki smo jih predstavili in ki jih bo predstavila podrobneje kolegica, da prejemniki subvencij ali pa potencialni prejemniki subvencij so identificirani kot zanimivi projekti in se lahko vključujejo tako v neka mentorstva, izobraževanja, so lahko povabljeni na razstave v tujini, jih promoviramo preko drugih dogodkov, preko spletnih aktivnosti in tako dalje. Tako da to na kratko,
podrobneje pa o programu in delu Centra za kreativno sodelavka Mika Cimolini. V naslednjem delu, v drugem delu bomo pa tudi podrobneje šli v same razpise, tako da zdaj dobite nek pogled v celoto, kaj to je in kaj center sploh lahko kreativnemu sektorju v Sloveniji zagotavlja. Lepo pozdravljeni še z moje strani. Moje ime je Mika Cimolini in sem vodja programa. Zdaj, sam ta program smo zastavili tako skozi tele 3 nekako kroge. V enem krogu so partnerji, te partnerji so predvsem nevladne organizacije, lahko so pa tudi podjetja ali pa drugi deležniki, ki se ukvarjajo ali pa ki se že ukvarjajo z razvojem kreativnih industrij. Zdaj, kot veste, deluje Center za kreativnost na 14 področjih in mi seveda ne moramo biti, umetniških ali pa zvrsteh znotraj kreativne industrije, mi seveda ne moramo biti specialisti za vseh 14 področij. Zato je zelo pomembno, da se povezujemo s tistimi, ki so na tem področju že nekaj naredili in jim lahko v bistvu z našo dejavnostjo pomagamo oziroma celo to sceno povežemo v eno, pač da lahko sodelujemo, ne. Drug zelo pomemben segment ste vi v bistvu kreativci, vi, ki boste prijavitelji, vi, ki ustvarjate te izdelke in storitve, ki pa brez v bistvu celega tega podpornega okolja mogoče ostanete sami. To podporno okolje zdaj poskušamo podpreti še za mentorji. Mentorji, kot veste, smo dali ven poziv za mentorje, iščemo ljudi, ki so sposobni tem kreativcem in partnerjem pomagati dvigati njihove izdelke in storitve na višjo raven. Iščemo ljudi, ki so sposobni, nekaj smo jih že našli, nekaj upam, da jih bomo še našli in tudi ta seznam mentorjev bomo v kratkem, verjetno že v naslednjem tednu, en segment bomo objavili. Če imate ideje za mentorje oziroma če bi radi imeli določeni mentorje, ki mislite, da bi lahko pomagali vašim projektom, nam jih prosim posredujte, ker ta mentorski poziv bo odprt ves čas trajanja razpisa in se bo dal v bistvu to samo bazo mentorjev nadgrajevati, bojo morali pa seveda te mentorji izpolnjevati te pač pogoje, ki jih imamo pač v samem tem pozivu. To pomeni, da imajo izkušnje na področju mentoriranja projektov. Sebe vidimo v temu presečišču in kot povezovalni element, ki povezuje vse te 3 kroge, zato pač, ker smo povezovalni nek komunikacijski element, kjer pač upamo, da ne bo vsak poskušal, ne vem, to vedno rečem, okopati svoje njive, ampak upam, da bomo to njivo okopali skupaj in da bomo v bistvu pod temu pač imeli boljšo sceno ali pa bolj povezano sceno na področju kreativnih industrij ali pa kreativnega sektorja. Zdaj tole bo šla malo bolj podrobno. Skratka, pri prvem tem stebru povezovanje za razvoj novih izdelkov in storitev so seveda pomembna naša vloga v razpisih, ki jih pa izvaja Ministrstvo za kulturo. Mi tukaj ministrstvu nudimo support in pomagamo z vsebinskimi pač predlogi. Potem nudimo pa tudi pač to izobraževalno podporo vam, da se boste mogoče lahko lažje prijavljali na te razpise. Vsa vprašanja v zvezi z razpisi upam, da posredujete potem Ministrstvu za kulturo, ampak mi si potem že skupaj poskušamo na ta vprašanja odgovarjati oziroma iščemo odgovore, ker seveda mogoče se bo našla tudi kakšne vprašanja, ki jih mi ne znamo odgovoriti, tako da pač poiščemo neke druge ljudi, ki na ta vprašanja lahko odgovorijo. Potem pomembna je ta produkcijska platforma Bienala oblikovanja, ki bo, mislim, da v kratkem odprt bo poziv za sodelovanje v BIU. Več o tem lahko preberete, pač tudi odprta bo kmalu v kratkem pač spletna stran, kjer boste lahko program Bienala si prebrali, tako da tudi to je ena stvar, ki jo danes pač opozarjam. Potem povezali smo se tudi v projekt Made in, ki je pa tudi evropski projekt, mednarodni oziroma regijski, ki se ukvarja predvsem z povezovanjem obrti in oblikovanja. Tudi o tem boste še obveščeni.
in pa delamo na poslovnih in ustvarjalnih izzivih, to so pa direktni pozivi pač nekih podjetij, ki imajo probleme in ki jih lahko mogoče rešujejo z nekim kreativnim pristopom. No, zakaj se mi ni odprlo? No? Ok, je to v redu. Sami te spodbude za povezovanje in razvoj novih izdelkov so pač povezane, boste imeli pač, spodbude so 3, imamo A1, A2, A3. O tem bomo potem kasneje še več povedali, ampak zelo na hitro. Segment A1 je namenjen, je zelo odprt razpis, ki je namenjen tudi samozaposlenim, tudi posameznikom, javnim zavodom, vsem razen javnim zavodom, zasebnim zavodom, društvom in tako naprej. In je namenjen razvoju nekih novih idej, prototipov, preverjanju idej in ta znesek je do 15.000 evrov. Potem imamo segment A2, ki je namenjen že nekim zagonu nekih novih izdelkov, ki so že oblikovani, ki so že pripravljeni za trg in v bistvu se bodo tukaj ocenjevali predvsem poslovni modeli, kako se te izdelke plasirajo in kakšni so poslovni modeli plasiranja teh izdelkov na trg. In pa tretji koncept je pa kreativni povezovalnik, kjer je pa predvsem koncept tega razpisa, da gre, da se pač neka podjetja, ki ne delujejo v kreativnem sektorju, povezujejo z kreativnim sektorjem. Iz tega pač področja, kot sem že rekla, bomo organizirali več konferenc, delavnic, predstavitev po Sloveniji. Na voljo vam bodo 1-na-1 svetovanja, ki bojo pač se ukvarjala s tem, kako bolj podrobno, kako se prijaviti, kako izpolniti obrazce, kaj je zahtevan pri določenem kriteriju, kaj to pomeni. Vse ta vprašanja smo vam pač pripravljeni odgovarjati, vkolikor jih ne boste znali sami. Hkrati bomo pripravili to mentorsko shemo, ki sem jo že malo omenila. In pa upamo, da se bodo te projekti, ki bodo nastali skozi ta razpis, ves čas vključevali tudi v naše aktivnosti, ki so pa promocijske, razstave, mreženja in tako naprej. In boste seveda tisti prijavitelji in pa tudi ostali vedno pač dobrodošli, da se vključujete v naše aktivnosti. Te aktivnosti niso obvezne, so pa ljubne in projekti, ki bodo izbrani na tem razpisu, ni nujno, da sodelujejo predvsem tem. Je pa mogoče zaželjeno oziroma dobro za njih same. Mi pa ne silimo pač nobenega, da se vključuje v naše aktivnosti. Bienale oblikovanja, kot sem že omenila, letos je avstrijski kustos in kulturni producent Thomas Geisler, ki je kustos pač tega bienala, ki se bo odvijal med novembrom 2019 in februarjem 2020 in bo potekal v Ljubljani. Sama produkcijska platforma se bo odprla v naslednjem tednu. Poziv za sodelovanje, tako da tudi to vas bomo pač pozvali, da se javite na ta poziv. Tema letošnjega bienala bo znanje oziroma oblikovanje znanja, ukvarja se bo z nekimi zbirkami podatkov, tako da zelo aktualna tema. Več si boste pa lahko prebrali pač v briefu kustosa, ki bo pač objavljen. Iz samega bija potem je nastal kar precej izdelkov, ki se še vedno v bistvu pojavljajo od, ne vem, raznih razstav po svetu do, ne vem, na zadnjem, kje so bile, v Design muzeju v Londonu, kjer je bil eden izmed projektov zadnjega bija nominiran za nagrado. Tako da v bistvu samo sodelovanje na biju mogoče ni tako, kako bi rekla, je pač raziskovalno. Pač bienale se sprašuje o tem, kaj se bo z oblikovanjem ali pa servisom povezanih z oblikovanjem zgodilo v prihodnosti. Potem projekt Made in, ki se ukvarja s povezovanjem obrti in oblikovanja in v bistvu gre za sodelovanje in izmenjavo znanj med obrtniki in oblikovalci. Predvsem gre za obrtnike, ki delajo ročna dela, tako da tukaj so partnerji zelo razvejani,
Oaza z Hrvaške, Nova Iskra, Mikser iz Srbije, Verkrav, Bregenzer Wald iz Avstrije. Tako. Potem pri poslovnem in ustvarjalnem izzivu pa vabimo ustvarjalce, da v sodelovanju z podjetniki, ki so pač zainteresirani, pa tudi z nevladnimi organizacijami, pomagajo iskati rešitve za neke družbene ali pa zelo konkretne probleme. Ta projekt še razvijamo, ampak upamo, da bomo letos lahko izvedli vsaj en poslovni izziv, a ne še pred koncem leta. Potem izvajamo letno kreativno poslovno izobraževanje, ki bomo pričeli z aprilom. V bistvu gre za to, da bomo vse prijavitelje, pa tudi tiste, ki pač se ne bojo prijavili, ki ne bojo prišli skozi v prvem razpisu, vabili na to akademijo. Namen je namreč razvijati predvsem ta poslovna znanja, ki mislimo, da ga kreativci imajo premalo. To pomeni, kako oblikuješ svoje poslovne modele, kako nastopaš na trgu, kako tržiš, kako dostopaš do kupcev, kako definiraš svojo ciljno skupino. To so vsa vprašanja, na katera bomo poskušali skozi ta izobraževanja odgovarjati. Na ta način so oblikovane tudi mentorstva in pa svetovanja. Potem eden od teh zelo pomembnih segmentov so te prenosi veščin, ki jih izvajamo enkrat na mesec tukaj v muzeju. Jutri vas vabim na prenos veščin z Robertom Lešnikom, ki je vodja oblikovanja avtomobilov v Mercedesu. Imeli smo Laro Bohinc, pač z področja mode. V prihodnosti bomo imeli z področja mode še Natašo Čagal, saj upam, da bo prišla. No, tako. Pač gre za ideja teh prenos veščin je, da povabimo neke kreativce, ki izhajajo iz tega našega kulturnega prostora nazaj. Mislim, tiste, ki so postali zelo uspešni na svojem področju, da jih povabimo nazaj in da imate vi z njimi ena na ena v bistvu možnost se srečati in predstaviti svoje lastne dileme, svojo lastno pot, svoje lastne portfolije in jih vprašati, kaj bi oni naredili na vašem mestu, pa dobite en tak direkten nasvet nekoga, ki je to mogoče že dal skozi. To je najbolj pomemben segment, ki ga mi vidimo kot najbolj pomembenega. In pa tudi to, da v bistvu vrnemo te ljudi nazaj v ta kulturni prostor, da vidimo, kaj se dogaja v posameznih segmentih kreativnih in da v bistvu dobimo tako first hand experience iz tega stališča. In mislim, da se je to zelo prijel, da se ti ljudje radi vrnejo sem in da radi delijo svoje znanja z nami in da tudi mi lahko veliko od tega odnesemo. Zelo smo tudi veseli, da dobimo na vsakem od teh prenosov veščin zelo drugačno publiko, zelo specializirano. To pomeni, jutri bomo imeli tiste, ki se zanimajo za oblikovanje avtomobilov, zadnjič smo imeli oblikovalce nakita in pohištva, predtem smo imeli glasbenike in predtem smo imeli tiste, pač, ki so pomembni pri nas, ki se ukvarjajo z modo. Tako da skozi vse to lahko zelo specifične segmente razvijamo in je to zelo pomembno za razvoj kreativnega sektorja pri nas. Hkrati imamo pa pač dobimo tudi neka znanja ljudi, ki so v mednarodnem prostoru, ki lahko direktno tudi sodelujejo v naših izobraževanjih. Tako smo v Mariboru začeli s tem kreativnim pospeševalnikom, s katerim bomo tudi nadaljevali. Se bomo povezali tudi z konferenco, kot je Podem in tako naprej, da bojo v bistvu še več, da bomo dobili še več teh ljudi, ki izhajajo iz kreativnega sektorja. Potem povezujemo se tudi z drugimi, naprimer zdaj pred kratkim smo bili tudi na konferenci za krožno gospodarstvo. Ena od stvari, ki je zelo pomembnih za oblikovanje, je prav ta prehod v krožno gospodarstvo. To pomeni, da se pač zanke zapirajo, da smo, jutri imamo tole demonstracijo podnebno, to pomeni, da tudi oblikovanje samo se mora zavedati, ali pa kreativno sama se mora zavedati, da kako upravljati z resursi, naravnimi resursi, ki jih imamo na voljo in kako v bistvu skrbeti za čim manjši impact na okolje s svojimi aktivnostmi. Tako da
Letos smo izvedli tudi javno povabilo za partnerje. V bistvu zdaj imamo že okoli 15 partnerjev. Letos so to zavod Bik, Motovila, Poligon, Sigic in drugi. In v letu 2019 bomo izvedli več kot 50 izobraževalnih programov s partnerskimi organizacijami. Smo zelo zadovoljni z načinom, kako delujemo s partnerji. Kot sem rekla, ne moramo biti specialisti za vseh 14 področji, zato nam partnerji pri tem pomagajo, da v bistvu dosežemo prav tiste, pač specializirano dosežemo tiste segmente, ki jih pač moramo doseči. Da to je nekaj utrinkov z teh dogodkov. Potem, kar se tiče mreženja, se nam zdijo zelo pomembna mreženja tako doma kot v tujini in tudi upamo, da se boste prijavitelji vpletali ali pa tisti, ki boste zbrani, vpletali v te naše dogodke. Recimo zelo, kako bi rekla, uspešen projekt v Mariboru so pop-up starti, ki v bistvu na nek način dajejo. To so taki manjši dogodki, kjer kreativcem damo za 2 dni na voljo naše prostore v Mariboru. Kreativci lahko sami tam prodajajo svoje izdelke ali pa storitve in imajo na tak način direkten prenos ali pa odnos do svojih kupcev. To je zelo pomembno, ker nekateri imajo prvič tako izkušnjo. Vedno povabimo 2, zato da ustvarimo tudi nek dialog in da v bistvu na ta način jim damo tudi neko zelo pomembno vidnost, ki jo mogoče prej nikoli še niso imeli. Nekatere smo, ko bi rekla, tako rekoč odkrili in tudi ugotovili, da je v Mariboru zelo veliko, ko bi rekla, kreativcev, ki so tako samonikli, samo rasli in ki potrebujejo v bistvu tak support, da postanejo vidni. Tako da, če imate ideje, vas vabim tudi tukaj, so dobrodošli predlogi za kreativce, ki bi lahko nastopali v takem pop-up shopu v Mariboru. Tako. To je hkrati promocija in pa mreženje in pa prodaja teh izdelkov. To je nekaj od teh brandov, ki smo jih predstavili v Mariboru. Kdaj je naslednja, Urška? Vabljeni v Maribor 21. marca. Predstavlja se pa ilustratorka in ena z nogavicami, ne? Vabljeni. Zdaj pa gremo tudi na pohištveni muzej na Milano Design Week. To je, mislim, da je, kaj rekel Jan Jagodič, prvič po 2. svetovni vojni, da se Slovenija kot nacionalno predstavlja prav tako na pohištvenem sejmu s pohištvom zelo tako tangirano. Gremo v zono Tortono za izborom okoli 30 izdelkov in brandov. Iskali smo predvsem to, kar se nam zdi, da je zelo značilno za Slovenijo, izdelke, ki so nekako na presečišču med obrtništvom in brandi, ki jih operirajo kreativci sami. To pomeni, da poudarek je na kreativnosti, na izdelkih, ki imajo visoko dodano vrednost, ki izhajajo iz design thinkinga, ali pa so zelo obrtniško narejeni, ampak imajo nek tak, kako bi rekla, tehnološki twist ali pa, ne. Tako da to bo še zelo zanimivo. Vpleteni smo v več partnerskih mrež, smo del KCDM-ja, del World Partnership projekta. V okviru tega tudi pošiljamo kreativce na različna mreženja, tako zelo pač fokusirano. Kot sem rekla, smo bili tudi v Bruslu prisotni na konferenci odločevalcev. To je bilo dosti zanimivo, ker smo v bistvu na dosti politično prizorišče pripravili 3 ljudi z njihovimi izdelki, ki so se lahko tam predstavili politikom, nevladnikom, lobistom na področju krožnega gospodarstva. In v bistvu smo bili zelo opaženi zaradi tega in so v bistvu sami kreativci dobili tudi tako kar dobre, kar zanimive kontakte. KCDM, v katerega je vpletenih 36 podjetij, 37 podjetij. Evo, tole je tale Beazley Design of the Year, kjer je bil eden od projektov iz zadnjega BIA. To je tole, a ne. Gremo v Milano z
na Ventura Future. To je v bistvu bo skupinska razstava, skupinsko razstavišče na Tortoni, vabljeni v Milano, da nas obiščete med 9. in 14. aprilom. Tlele je tak en blink izdelkov, ali pa, ki jih bomo tam predstavljali. Nekateri so še v zelo prototipni fazi, nekateri so pa že na trgu. Kot sem rekla, smo se povezali s Podiumom, sodelujemo tudi na slovenskih turističnih dnevih, na Podiumu, na kreativnem forumu. V bistvu skozi te nacionalne dogodke predstavljamo kreativce na dogodkih, ki se drugače kreativci ne bi sploh mogli predstaviti mogoče, ali pa ne bi niti pomislili na to. Tako da letos bo Podium sploh kreativno obarvan, ker nam je uspelo prepričati organizatorje, da se bojo prav posvetili kreativnim industrijam in bodo tudi poiskali investitorje z tega področja, tako na svetovnem nivoju, a ne gre bolj za investitorje, ki investirajo z tem, bi rekla, risk funds ali pa temi za start-upe namenjeni, tako da bo zanimiv. Potem prvič hočemo v bistvu nekako narediti raziskavo in analizo sploh, kaj se v tem sektorju dogaja. To delamo z Ekonomskim inštitutom in upamo, da bodo proti koncu leta že prvi podatki znani. Najprej moramo sploh ugotoviti, kakšen je sploh delež tega sektorja, kakšna je njegova ekonomska vrednost, kako je po posameznih področjih. Do zdaj je bilo narejen nekaj teh analiz za oblikovanje in arhitekturo, ampak za ostale sektorje pa ne. Velik problem je kreativni turizem, recimo, ki je zelo tako horizontalen, pa tudi pri oblikovanju je ta problem, ne, ker so oblikovalci ne sami podjetniki, ampak so vpleteni tudi v druga podjetja, tako da je zelo težko ugotoviti dejansko stanje na tem segmentu, ampak se trudimo in upam, da bodo neki prvi rezultati znani že proti koncu leta in jih bomo tudi javno lahko predstavili. Potem jih bomo pa spremljali pač do konca, vsaj do konca tega projekta. Tako, ne. Tole je ena slika, ne, kakšna ekonomska vrednost v bistvu bi rabili pisati tam kreativnih industrij, kajti to nas najbolj zanima. Gremo malo naprej. Potem vzpostavili smo tudi spletno platformo, kakor veste, smo tudi naredili eno tako rastočo razstavo slovenskih oblikovalcev in proizvajalcev Made in Slovenija, za katero imamo nekako upanje, da bomo mogoče naredili kot neko znamko, kot znamko odličnosti, mogoče enkrat v prihodnosti, ali pa vsaj, da pač za uvrstitijo na takšno razstavo lahko mogoče pač dobiš neko priznanje, da dobro delaš. Ne, tako. Vabimo tudi, da svoje izdelke kandidirate. Gre za izdelke, ki jih uvrstimo, pač tlele so kriteriji za izbor, tako da ne bom kaj blazno v bistvu šla v podrobnosti. Na ogled so pa v naši mariborski poslovalnici, ker imamo tam dovolj prostora, da jih lahko predstavimo. Ja, enkrat v prihodnosti imamo pač po izteku tega projekta, mi zaenkrat ne smemo ustvarjati nobenih prihodkov, ampak enkrat v prihodnosti imamo željo, da v bistvu to postane tudi spletna trgovina, zato promoviramo ceno, promoviramo vrednost tega izdelka, ker v bistvu je to naše bistvo, čeprav prodajamo, jih ne uradno. Mislim, ne smemo jih prodajati. Potem delamo na bazi kreativcev, namreč zdaj, ko so šli razpisi ven, so nekatera podjetja takoj klicala in rekla, kje najdem kreativca, s katerim se prijavim na razpis A3, najdete jih na naši spletni strani. Ne? To je pač zdaj naš odgovor, tako da vpište se na našo spletno stran, izpolnite svoje profile, ker jih podjetja res gledajo. Tako. V kratkem bomo objavili tudi bazo mentorjev, pač delamo še, ker je poziv še vedno v zunji, nismo ga še zaključili in kot sem rekla, bomo te mentorje ves čas dodajali, tako kot pač dodajamo tudi kreativce v to bazo, ampak prosim izpolnite profile, dajte slikce svoje gor in tako naprej, ker praznih profilov ne bomo javno objavili. Tako.
Potem pa še ena od stvari, ki jo tudi počnemo, je pač, da ta sektor promoviramo. Nekateri, kot sem rekla, recimo tale pop-up start s Tejo Gorič, verjetno nobeden ne bi slišal za Tejo Gorič, če ne bi v bistvu dobila kar precej visibility skozi naš showroom in skozi objave v medijih, ki jih, mislim, ne mi omogočimo, ampak ki jih lahko v bistvu nekako omogočimo, nekako delamo na tem, da v bistvu vse dogodke promoviramo. Tako da, kot sem rekla, radi bi s CZK.si postali kot neka vstopna točka za kreativni sektor v Sloveniji. Večino je spletne strani tudi prevedeno v angleščino, tako da tudi na mednarodnem nivoju. Na spletni strani so objavljeni razpisi, priložnosti, ne samo te nacionalni, ampak tudi drugi razpisi. V bistvu veliko komuniciramo raznih priložnosti za kreativce. Pa tudi za mentorje, partnerje in pa podjetnike seveda. Objavljamo pa tudi javno, vsa predavanja posnamemo, vse je v bistvu javno dostopno potem na naših teh socialnih kanalih, na spletni strani. Tako imamo tudi zelo veliko gradiv, ki so mogoče dobra za predelati. Tako imamo prav en podstran gradiva, kjer lahko zveste veliko podatkov iz teh področij kreativnih industrij. Naročite se na Novičnik, enkrat na 14 dni ga pošljamo, ne pretiravamo s tem, ampak namen Novičnika je, da vas informiramo prav o teh stvareh, o razpisih, o priložnostih. To so kanali, na katerih zdaj smo največ delali, Instagram, Facebook, YouTube, kjer se tudi lahko tudi zveste več o tem. Tako da, kot sem rekla, imamo vključenih več kot 4000 udeležencev, več kot 70 podjetij je sodelovalo na naših dogodkih. Vsi dogodki so javni, brezplačni, odprti za vse. Včasih se je treba registrirati, ampak samo z imenom in priimkom ne jemljemo nobenih osebnih podatkov. V mrežo partnerjev imamo namen na koncu imeti za vsako področje vsaj enega relevantnega partnerja, ki lahko pomaga pri razvoju določenega sektorja. Imamo veliko partnerskih dogodkov, ki jih tudi podpiramo ali pa sooblikujemo s partnerji. Tako. To je z moje strani vse. Hvala. Ja, mogoče še z moje strani naša res velika želja je, da v bistvu v Sloveniji vzpostavimo tudi med odločevalci zavedanje, da je ta sektor zelo pomemben, da lahko ustvarja tako ekonomsko kot neko družbeno dodano vrednost in da ga je vredno podpirati na tak način, kot smo zastavili projekt Center za kreativnost z subvencijami in s temi aktivnostmi tudi v prihodnje. In iskreno upamo, da se bo vsaj nek del tega projekta v smislu nekih razpisov ali pa določenih aktivnosti nadaljeval v prihodnosti. Zelo bomo veseli vaših predlogov, vaših odzivov, ne samo na razpise, ki, kot je rekla Biserka, jih bomo posodabljali, jih bomo prilagajali v skladu z zakonskimi možnostmi, kar bo mogoče, poslušali vas, kreativce, kaj potrebujete, kaj želite, probali omogočiti čim več, in pa seveda tudi v smislu programa, ki ga center zagotavlja, da bomo res delali tisto, kar vi potrebujete in kar vi želite za vaš uspeh. Tako, to mogoče zaenkrat, zdaj pa če bi kakšna vprašanja tudi z publike za ta del, seveda nadaljujemo potem tudi z drugim delom in podrobneje o samih razpisih. Vsa vprašanja zbiramo pa tudi na
Vsa dodatna vprašanja z razpisi zbiramo na naslovu razpisi@czk.si. Lahko jih direktno pišete tudi na tablici tam pri registracijski mizi. Tako da. Sicer bomo podrobneje govorili o razpisih in prijavah, merilih in kriterijih v popoldanskem času. Tako da hvala vsem za te uvodne predstavitve. Sledi kratek odmor, nadaljujemo pa potem ob 11:30 z sklopom, kjer bomo govorili o ekosistemu zagonskih podjetij v različnih fazah rasti. To je torej od začetka, od priprave poslovnega načrta do potem vloge podpornih okolij in seveda do iskanja investitorjev ustreznih. Tako da nadaljujemo ob 11:30.